Za mano je spet en teden v Bruslju. Začel sem ga najbrž z enim zadnjim letom Adrie v Bruselj v ponedeljek zvečer. Teden je bil zelo zanimiv takoj torek zjutraj, kjer smo imeli konferenco o razvoju bioplastike in z veseljem sem povabil Evo Strasser, direktorico slovenskega startupa Eve Green, ki je nazorno prikazala, kako se lahko bioplastika uporabi v primeru lončkov za rože, in kolegi iz Evropske unije so bili navdušeni nad njeno predstavitvijo. V nadaljevanju je bil zanimiv tudi pogovor z kolegom Rodrigom de la Puerto. Gospod vodi izpostavo Svetovne kmetijske organizacije FAO v Bruslju, organizacije, ki je znotraj Združenih narodov. Povabil me je v delovno skupino, kjer bi tudi govorili o vlogi Evropske unije, kar se tiče globalnih razsežnosti kmetijstva, in projekt pametnih vasi, eden tistih, ki ga želi tudi gospod de la Puerta na nek način spoznati in pa tudi poizkušati prenesti v druge dele sveta, kjer je mogoče še bolj aktualen, predvsem v Afriki, ki je v velikih težavah. Ta naš mednarodni del je bil zanimiv v tem tednu tudi na odboru za kmetijstvo, kjer smo ob obravnavi sporazuma Evropske unije z Mercosurjem zelo jasno izpostavili problem kmetijstva, ki bi v tem odprtem trgovinskem sporazumu bila lahko eno od področij z največjimi izgubami. Teden pa zaključujemo s tem, da smo imenovali delegacije Evropskega parlamenta za najrazličnejše države. Sam sem član delegacije za Kitajsko, znotraj delegacije za Srbijo pa sem postal prvi podpredsednik, tako da me v nadaljevanju čaka precej dela tudi na tem jugovzhodnem delu Evrope, Zahodnem Balkanu, kot mu rečejo, v Bruslju, v povezavami z prizadevanji teh držav, da bi se tudi one pridružile Evropski uniji. Zanimiv teden in verjamem, da jih bo še veliko.